Dober dan, lepo pozdravljeni. Bomo začeli tudi s tem pogovorom na tem knjižnem sejmu. Vidim, da smo bolj v domačem okolju. Pozdravljeni. Prišla bom, ker danes bomo govorili predvsem o mednarodnih projektih v povezavi s književnostjo, z literaturo. In najprej bi predstavila gostje. Dr. Maja Šabec, ki prihaja iz Filozofske fakultete, potem Polona Konjedic, ki je predstavnica založbe Malinc, ki je tudi zelo aktivna na tem področju, predvsem povezovanja med Španijo in Slovenijo in tudi širše, in pa Katja Kac, ki prihaja iz Kulturno-umetniškega društva Sodobnost, kjer tudi razvijajo več projektov mednarodnih in ne samo z špansko govorečimi deželami. Vse tri imajo izkušnje tudi na področju kulture, ukvarjanja s kulturo, predvsem s književnostjo. Nisem jih posebej predstavila, mogoče lahko kaj dodate, s čim se točno ukvarjate, kaj počnete vsaka posebej. Pa bi začela morda z Majo Šabec, ki je tudi moja kolegica na Filozofski fakulteti, predava špansko in hispanoameriško književnost, da nam predstavi projekt, najprej morda sebe in pa projekt Litprax. Hvala lepa. Bom kar projekt predstavila. Čisto na kratko, mi smo zdaj že skoraj eno leto globoko v evropskem projektu, ki se imenuje Litprax ali daljše literatura v praksi. Gre za projekt Evropske komisije, torej Erasmus plus, za strateška partnerstva v visokem šolstvu. Sodelujemo 3 različne univerze. Univerza v Novem Sadu, v Timišvari, torej v Romuniji, Romuniji in naša fakulteta, Filozofska fakulteta v Ljubljani. Poleg tega pa je ena od partneric založba Malinc in pa še 5. partner, ki je pa iz znanstveno-raziskovalnega centra sveta iz Španije in je iz Sevilje. Kot sem prej rekla, gre za projekt, ki je namenjen, ki vključuje visoko šolstvo, torej na ravni visokega šolstva. To pomeni, da vključuje tudi študente. Tudi tukaj jih je nekaj. Dobrodošle študentke, ki so že vpete v proces tega projekta, ki je, tako kot naslov ime pove, literatura v praksi, torej neko razpiranje vseh aktivnosti, ki so povezane s književnostjo, s knjigo, pa niso strogo samo literarno delo. Torej, vse od, kot se reče, produkcije, distribucije in recepcije književnosti, torej od pisateljev, prevajalcev, vseh sodelujočih pri izdaji neke knjige, znotraj založbe, sama založba, mreža založniška, trg, knjižni trg, in potem tudi recepcija, torej proučevanje književnih del. V našem primeru gre za prevedena dela iz španske književnosti. Namreč osrednja tema ali pa osrednja materija našega programa je najnovejša španska in hispanoameriška književnost, torej v 21. stoletju, v zadnjih 20 let. Na to smo se osredotočili. Proučujemo vsa prevedena dela iz španščine, torej iz obeh strani Atlantika, v vsaki od naših kultur, romunski, srbski in slovenski. Povezani smo tako učitelji, koordinatorji in mentorji, kot sem rekla, študentje, ki sodelujejo pri različnih rezultatih, kot se reče v evropskem jeziku. Vsak projekt mora imeti neke rezultate, no. Pri enem zlasti zdaj sodelujejo študenti vseh 3 univerz, potem bomo pa tudi imeli razna srečanja, delavnice, poletno šolo, vsakič v drugi državi, na drugi univerzi. Ne vem, je mogoče to za začetek dovolj? Tako da je samo en oris projekta, potem mogoče malo bolj natančno, če bo potrebno, lahko še kaj povemo.
Ja, bomo potem še kasneje kaj dodali. Zdaj bi pa morda vseeno povabila Polono. Polona, vseeno bom nekaj povedala o svojih gostih, o Maji sem, da pač predava. Je tudi prevajalka Maja Šabec. Polona pa je zdaj zaposlena pri Malincu, je komparativistka in anglistka, je pa delovala tudi v Bruslju v okviru projekta Ustvarjalna Evropa, tako da ima tudi že nekaj izkušenj na teh raznih programih in projektih. Lepo pozdravljeni. No, jaz bi za začetek predstavila najprej projekt, ki ga izvajamo z založbo Sodobnost. In smo ga najprej zasnovali na nacionalni ravni, torej projekt se imenuje GG4U, Good Game for You bi bilo to, in je namenjen najstnikom, ki smo jim želeli nekako približati branje, ker kot vemo, najstniki ne berejo prav veliko. Želeli pa smo jim ga približati na čim bolj igriv in zabaven način, zato smo se odločili za uporabo platforme Classcraft, ki so jo zasnovali v Kanadi in se je izkazala kot zelo uspešna, ker pravzaprav kombinira igro in spletno okolje s kreativnimi nalogami, ki jih mi sami zasnujemo in jih potem učenci tekom šolskega leta rešujejo in na ta način ne samo berejo knjige, ampak se z njimi tudi aktivno ukvarjajo. No, tale projekt pa smo ga potem nekako razširili tudi na mednarodno raven, začel se bo naslednje leto, torej ne bodo sodelovali samo slovenske založbe, Malinc in Sodobnost, temveč tudi založbe iz Portugalske, založba iz Baskije, makedonska založba, ja, te tri, torej 2 slovenski in 3 tuje založbe. Namen te promocije branja na mednarodni ravni ni samo to, da bi v bistvu šlo za kopijo GG4U projekta, temveč tudi ta, da se te aktivnosti razširijo. Organizirali bomo tudi delavnice kreativnega pisanja in v bistvu ta projekt ne bo namenjen samo najstnikom, temveč tudi založnikom, zato ker je pomembna aktivnost pri teh projektih tudi mreženje, zato bomo organizirali veliko delavnic za člane konzorcija in seveda, da si bodo lahko izmenjali dobre prakse iz različnih držav. No, toliko na kratko o GG4All. Zdaj, če bi Katja še kaj dodala glede tega? Katja, sam še da o tebi vsaj 2 besedi, ker so tako skromne, nočejo nič povedati oseb. Če se ne motim, je Katja komunikologinja. Kulturologinja, pardon, in na Sodobnosti se ukvarja prav z evropskimi projekti, drži? Ja, to pa drži, lepo zdrav, in hkrati tudi z mednarodno aktivnostjo kot tako. In mogoče, kar bi edino pri Poloni dodala, je ravno ta mednarodna razsežnost, ki vključuje tudi mreženja. Zdaj s temi mednarodnimi projekti, ki jih omenjamo, v bistvu gradimo na mednarodni izmenjavi literarnih pravic, literature in mislim, da skozi ta mreženja, ki so tudi del projekta, gradimo svoje mreže, ki nam ponujajo v prihodnje tudi neko neodvisno, finančno neodvisno sodelovanje s partnerji in nadaljnjo izmenjavo literature. To pomeni, da lahko najdemo potencialne partnerje za prevode iz španskega jezika in seveda tudi ostalih in hkrati plasiramo slovenske avtorje v tuje države. Tako da mogoče samo to kot dodatek k temu šolskemu delu in pa mreženju. Vseeno bi imela, Katja, eno vprašanje. Zdaj, ko si omenjala to mednarodno izmenjavo pravica, to pomeni, da si avtorske pravice odstopate brezplačno ali da ustvarjate nek sistem, kjer vam bo in za koga, pravzaprav kdo se mreži? Manjše založbe? Ja, tu je zdaj bilo kar nekaj vprašanj, pa imajo precej različne odgovore. V bistvu, mogoče, če na kratko predstavim naš projekt, ki je prav tako financiran s pomočjo Kreativne Evrope, imenuje se Naša mala knjižnica in je namenjen predvsem osnovnošolcem.
Prav tako se prične naslednje leto in njem bo sodelovalo 7 tujih držav. In ko je bilo govora o pravicah, mi smo ga zasnovali tako, da vsaka založba ponudi nekaj njihovih izvirnih del. Uredništva so že pred začetkom projekta oziroma pred prijavo vsa ta dela prebrala, se o njih pogovorila in smo v bistvu izbrali skupaj 12 naslovov, ki bodo izdani v vseh državah. To pomeni, da bomo 3 knjige slovenskih avtorjev prodali v vse te partnerske države, prav tako pa te partnerske države svoje avtorje bodo prodale v ta konzorcij. V bistvu ne gre za neko izmenjavo, gre za prodajo, hkrati pa se na tak način res globoko promovira literatura, ker vemo, da pri promociji smo velikokrat finančno omejeni. S podporo teh evropskih mehanizmov pa imamo tudi sredstva za to, da se ta dela res spromovirajo skozi različne načine. Naj si gre za gostovanje avtorjev, ki je nek klasičen način, po drugi strani pa imamo tudi možnost preizkušati neke inovativne prakse, ki so se do zdaj izkazale za dobre. S temi finančnimi mehanizmi pa dobimo pomoč, da si to sploh upamo in začnemo s čim novim, no. Morda imate še kakšne druge projekte, samo morda jih omeniš nekaj? Ja, mi smo kar aktivni, no, pri tem pridobivanju sredstev strani Evropske komisije, tako da ravno kar potekata 2 prevodna projekta, Zmenek s knjigo in pa Beri, uživaj, deli. Naslednje leto pa, kot rečeno, pričenjamo z tem projektom sodelovanja Naša mala knjižnica ter z novim literarnim projektom Connecting Worlds, ki pa še nima slovenskega prevoda. In v teh literarnih prevodih, v bistvu projektih, imamo možnost izdajati knjige iz manjših jezikov, manj poznane avtorje, ampak jih hkrati dobro predstaviti naši publiki. Najlepša hvala, morda bi zdaj naredili naslednji tudi krog. Predvsem me zanimajo glede teh projektov, kaj ostane za njimi, kakšni so, Maja pravi, da se imenujejo rezultati, to so zdaj nova besedišča, a ne, tudi znotraj Evropske unije. Kaj pravzaprav, recimo, kaj bo za Litpraksom ostalo, kaj ostane za vašimi projekti, ki jih imate že nekaj tudi za sabo, konkretno s kakšnim primerom? In tudi morda, kakšen je odziv na to? Zdaj pri Litpraksu verjetno še ni odziva, ker še ni nekih rezultatov konkretnih, pri vaju pa že verjetno obstaja iz različnih projektov tudi nekaj konkretnih odzivov. Zelo evropsko vprašanje. Pri prijavi projektov evropskih in tudi drugih je eden ključnih kriterijev za dodelitev, za odobritev financiranja torej projekta to, da se nadaljuje tudi po koncu projekta, torej da so njegovi učinki ali rezultati živi še naprej, da se nekako vzdržujejo in da pač ostanejo aktivni, dejavni. V našem primeru konkretno bodo aktivni, naj bi bili aktivni še v nadaljevanju ravno ti rezultati. Mi imamo 3 rezultate. Konkretno bom začela z srednjim, ki je morda najlažje predstavljiv, to je drugi rezultat, je učbenik. Učbenik o sodobni, torej kot ki bo vseboval več blokov, več poglavij. Eno bo pregled, kot literarno-zgodovinski pregled, čeprav še ni zgodovina, ker je to današnji čas, torej 20 let, oris različnih zvrsti, načinov, tokov, recimo v sodobni književnosti z najbolj aktualnimi temami, ne vem, telo, autofikcija, spomin, pozabe in take fantastika in tako naprej, bodo razvrščeni v razne kategorije. To bo prvi del, potem bo en del, ki bo podprt z kritiškimi študijami, ki že obstajajo o teh delih, jih bomo tudi kot nek kompendij zbir
že obstoječih študij, potem bomo v enem delu bodo vzorčni torej izbor besedil, ki ilustrirajo to, kar bo predstavljeno v prvem delu, torej neka konkretna besedila, ki jih bomo tudi na različnih delavnicah, aktivnostih tako in drugače obravnavali. In potem še en sklop, kjer bodo predstavljeni bolj praktični postopki, aktivnosti, no spet ta beseda, recimo to, kar sem prej omenila, iz področja založništva, trženja, distribucije in tako naprej. Torej to take zelo konkretne stvari, ki omogočajo, da sploh ta besedila pridejo do bralcev. No, to bi bila ena taka stvar. In ta učbenik bo seveda vsekakor zanimiv za razne študijske programe, prav gotovo. Smo pa tudi zastavili en učni načrt, ki ravno pokriva vsebino tega učbenika ali obratno, no, pač sta povezana. Torej predmet, ki bo akreditiran na vseh treh univerzah in se bo, upajmo, tudi izvajal kot morda sprva kot zunanji izbirni predmet, morda pa nekoč v prihodnosti, to smo nakazali, če bodo okoliščine temu naklonjene, tudi integriran v redni študij. Torej v programe, govorim v teh treh univerzah, torej Temišvar, Novi Sad in Ljubljana. Hkrati bomo to tudi na tako imenovanih multiplikativnih dogodkih prikazovali, predstavljali recimo drugim filologijam v našem primeru, naprimer nemcistom, no, da dam, pa ne vem, orientalistom in tako naprej, ker ponujamo nek vzorec, eno pilotno obliko enih novih učnih vsebin in načinov poučevanja. No. In potem je še torej ta učni načrt, ta predmet, to je prvi rezultat, učbenik je drugi rezultat, tretji rezultat, ki bo tudi živel naprej in ki ga bomo zelo s pridom uporabljali, tako raziskovalci kot študenti tudi prihodnjih generacij, je pa baza podatkov o prevedenih delih vsakem od teh jezikov spet. To je taka platforma, ki jo je ustvarila založba Malinc, no, oni stojijo za tem in podpirajo to platformo, v katero zdaj mi trenutno vnašamo podatke, ki se bodo potem po raznih vhodih, raznih možnostih iskanja lahko prikazovali za kakršnekoli raziskave, študije, seminarske naloge in tako naprej. In ta baza se bo pa potem seveda skozi aktualizirala. Z vsakim letom se bodo vnašali novi podatki, prav tako pa upamo, da bomo zmogli tudi za nazaj narediti. Ker zdaj imamo od leta 2020, potem pa mogoče, no, to bi malo bolj ambiciozen načrt, ker pač do vso književno za nazaj. Namerno smo pa začeli na koncu, ker drugače se vedno zgodi, da ravno za tisto, kar je najnovejše in po svoje najbolj zanimivo, zmanjka časa. Pa smo rekli, bomo pa zdaj tukaj začeli, pa bomo potem gradili nazaj. Tako, to naj bi trajalo, naj bi živelo in naj bi bilo res vsem v koristno uporabo. No, tako. Hvala, kar naprej gremo, Polona. Ja, za projekt Gigi for All, ki sem ga prej na kratko predstavila, bi jaz rekla, da poleg mreženja med manjšimi založbami, predvsem evropskimi, se mi zdi pomembno to, da so ti projekti, ki spodbujajo promocijo branja pri najstnikih, pomembni predvsem zato, ker za njimi ostane nekako vedno večje zanimanje med najstniki. To smo videli recimo na projektu Gigi for You, ker ko smo ga začeli pred par leti, so se mentorice in mentori, ki so bili vključeni, kar malce ustrašili te povezave med digitalnim okoljem in branjem. Zdaj pa se mi zdi, da je vedno več zanimanja in vedno bolj zaupajo tej povezavi. In naslednje leto, ko bomo to prenesli na mednarodno raven, sem prepričana, da
se bo to izkazalo kot dobra praksa tudi v mednarodnem okolju. Tako da jaz bi rekla, da to zanimanje med najstniki, recimo je tukaj v tem konkretnem projektu en tak zelo konkreten rezultat, ker vidimo, da se nam vedno več šol oglasi, vedno več ljudi nas pozna in tudi, kot sem rekla, že bolj zaupajo tej povezavi med digitalnim okoljem in promocijo branja, kot ga že poznamo. Polona, oprosti, ampak interes večji izkažejo tudi najstniki. Ja. Imate izkušnjo s tem? Imamo, zato ker vsako leto izvedemo tudi ankete, ne samo z mentoricami in mentorji branja na šolah, ampak tudi samimi najstniki in vidimo, da jim v bistvu zelo ustreza ta povezava igre in branja knjig, ker se jim zdi veliko bolj interaktivna, tudi celo leto so v komunikaciji z nami kot snovalci projekta, tako da v bistvu vidimo, da se splača te aktivnosti zasnovati na tak način, kot smo jih. No? Tako da upamo, da se bo tudi na mednarodni ravni to izkazalo. Kdo pa izbira, katere knjige se bere oziroma katere knjige se na ta igriv način nekje usvoji? No, to smo v bistvu skupaj z založbo Sodobnost imeli 6 knjig, imamo vsako leto, recimo letos imamo 3 knjige iz založbe Sodobnost in 3 knjige iz založbe Malinc, se pravi tam nekje julija, avgusta jih zberemo in zasnujemo naloge, potem pa z novim šolskim letom začnemo te naloge. Se pravi, je delno promocija tudi samih založb, ker ste majhne založbe, na nek način s to dodano vrednostjo verjetno tudi se malo promovirate, ne? Ja, zagotovo. A lahko tukaj navežem, a je to ok, no, ni verjetno, ne da je povezano, ampak a ima kakšen utrinek že iz Leo, ki je podoben projekt bil, a ne, za spodbujanje branja, ampak pri manjših. Pri mlajših, ja. Leo je pa že kar dolgoleten projekt, ki se še vedno izvaja v vrtcih in osnovnih šolah. In v bistvu, tako kot bi tudi urednica, če bi bila danes tukaj povedala, v bistvu v prvih letih je bilo, ker seveda, ko mentori in mentorice tega projekta ne poznajo, potrebujejo čas, da ga spoznajo, da vidijo, da so strategije, ki jih uporabljamo v Leo, uporabljamo strategije Montserrat Sarto, ki je zelo priznana na tem področju. In isto se, v bistvu, ja, tale Gigi4You je zasnovan nekako podobno kot Leo, je nekakšna nadgradnja, samo da pri tem projektu uporabljamo še spletno okolje, ki ga pri Leo projektu ne. Vseeno bom še nekaj. Bi rada povedala to, da so pri projektu Leo sodelovali tudi naši študenti. A ne? To bi, namreč sodelovanje z založbo Malinc in prav oddelkom za hispanistiko, a ne, je glede na usmerjenost založbe, je res plodno, dolgotrajno že, no, in ene prejšnje generacije, vaše se obračam k študentom, a ne, da jim povem, so sodelovali in sicer pedagoški program z mentorico, našo kolegico Marjano Šifrer-Kalan, in so po vrtcih tudi študentke se priučile mentoriranja in so hodile torej spodbujati to branje, a ne. Tako, no, čisto kot eno zanimivost, da se vidi, da se stvari nadaljujejo, prepletajo in tako, kar je super, no, res to se mi zdi zelo dragoceno. Ja, en zelo pomemben element Leo projekta je tudi ta, da poskušamo uporabljati španščino, kolikor se seveda da, odvisno od starosti, tako da so vse strategije zasnovane tako, da predvsem v uvodni motivaciji, pa tudi, ko samo knjigo preberemo, učenci vsaj slišijo španski jezik in se mogoče naučijo tudi nekaj besed. Katja, pogumno. Samo še pojasnilo, morda, Polona, ko govoriš o strategijah za motiviranje branja, ne? Ja, če se vrnem nazaj k tem rezultatom oziroma doseganju ciljev po končanih projektih, pri nas mislim, da se ti rezultati že dobro kažejo, ker v bistvu ta mednarodni projekt Naša mala knjižnica bo zdaj potekal tretjič na mednarodnem nivoju, v bistvu v Sloveniji pa poteka že 15 let. In mi smo pred 15 leti zasnovali ta projekt, ki temelji na 6 knjigah, ki jih vsako leto izberemo, ponudimo šolam, hkrati pa jim ponudimo ustvarjalnike, v bistvu to so taki kreativni delovni zvezki s temo, z nalogami na temo knjig, ki v bistvu učence spodbujajo k branju, hkrati pa pripravljamo
uvajamo dodatne aktivnosti, kot so izmenjava knjižnega junaka, to pomeni, da se šole v Sloveniji in mednarodno povezujejo same med seboj. Pismo presenečenja, ki ga vsako leto napiše en tuj avtor v maternem jeziku, mi tudi pošljemo ta original na šole, hkrati pa pošljemo prevod in to je blazno zanimivo, ko dobimo kakšne odzive šol, kaj vse so učenci naumili, kaj vse v tem pismu piše, potem pa, ko dejansko preberejo prevod, je včasih zelo podoben, včasih pa blazno drugačen. Tako da v bistvu ta projekt poteka pri nas že 15. leto. Smo pa leta 2000, okoli leta 2012, mislim, da čas res beži, začeli s to prvo edicijo mednarodnega sodelovanja in takrat so se nam pridružili založbe iz Poljske in Litve in tistega leta priznam, da je bilo blazno težko najti partnerje v tujini, ki bi bili za neko mednarodno sodelovanje zainteresirani in ki bi tudi verjeli v projekt. Se pa je izkazalo, da je projekt blazno dobro zaživel in ko smo iskali partnerje za drugo edicijo, teh težav nismo imeli. V bistvu zainteresiranih založnikov iz drugih delov Evrope je bilo preveč in potem po eni določeni selekciji smo izbrali 6 založnikov, prvotne partnerje in 3 dodatne iz Estonije, Latvije in Litve. In takrat je projekt prejel tudi priznanje zgodba o uspehu in kar nam danes največ o uspešnosti projekta pove, je to, da v bistvu projekt tudi potem, ko je bil uradno končan, živi še vedno na Hrvaškem, v Estoniji in tudi v Litvi, malo modificiran, ampak v bistvu koncept ostaja enak in tudi rezultati so iz leta v leto višji. To pomeni, če se je prvo leto na Hrvaškem priključilo 50 osnovnih šol, jih ima letos 400, kar je blazno velik preskok iz leta v leto. No, in mislim, da je to en dober pokazatelj, da so zainteresirane mentorice na šolah in seveda učenci, ker drugače ta povezava ne bi nastala. Tako da mogoče je to eden izmed učinkov in dolgotrajnosti projekta. Najlepša hvala vsem trem. Ja, zelo zanimive so te zadeve, o katerih pripovedujete, predvsem zato, ker je do sami knjigi ali pa sami literaturi morda res dodana neka kakovostna dodana vrednost, a ne? Se pravi, delo tako z učitelji, bralci. Je pa zanimivo, da ta svet okoli knjige, a ne, postaja vedno pomembnejši. Tako kot v Litpraksu se bo ukvarjalo tudi z založništvom, s promocijo, vi govorite o promociji, o mednarodnem povezovanju. Zakaj je to vse tako pomembno in kaj iz tega recimo lahko pridobite? Zdaj, glede na to, kakšne projekte imate, so seveda naravnani projekti zelo zanimivo, tudi v neko izboljšanje kakovosti samega branja, dostopnosti knjige, razumevanje književnosti, ampak kaj dobite od vsega tega ali pa kaj vi vidite, zakaj potreba po tem mreženju, naprimer, poudarjanju promocije založb, kako male založbe ali pa sam projekt Litpraks sploh lahko uspe ali pa ima neke rezultate. Pa začnemo s Katja tokrat s tabo. Ja, zakaj v bistvu nam to tako pomembno? Mislim, da je želja in cilj založb in založnikov, avtorjev, ilustratorjev to, da dejansko knjiga pride v roke bralca. In danes tekmujemo z številnimi mediji, številnimi drugimi načini sproščanja, zabave, animacije in žal ali pa na srečo je potrebno poiskati neke dodatne vire, dodatne načine motiviranja za branje. In tako naprimer pri projektu Gigi4U smo povezali spletne aktivnosti z branjem, pri naši mali knjižnici različne aktivnosti, ki se povezujejo preko različnih šol in na tak način naredili aktivnost branja bolj všečno, bolj zanimivo oziroma da se prebije skozi vso konkurenco naprav aktivnosti, ki je danes ogromna. No? In mislim, da je to ravno čar vseh teh projektov, da se
najdejo poti, da knjiga pride dejansko bralcem v roke. No. Ja, jaz se strinjam s Katjo. V bistvu bi še to dodala, da se mi zdi, da včasih objokujemo to, da najstniki ali pa tudi ljudje na splošno vedno manj beremo, ampak meni se zdi najbolj pomembno, pa tudi nam kot majhni založbi najbolj pomembno to, kot je rekla Katja, da knjige pravzaprav pridejo do bralca, mi pa moramo poiskati načine, da te knjige do njih pridejo. In če so ti načini danes drugačni, kot so bili pred 30 leti, je temu pač tako in se mi moramo temu prilagoditi. Tako da jaz mislim, da je to tudi ena od glavnih nalog pravzaprav založb nasploh. In že ko o tem govorimo, bi poudarila, da imamo pri založbi Malin, smo tudi vključeni v projekt LitUp, ki pravzaprav spodbuja mreženje prav manjših založnikov in prevodov v manjšinske jezike, zato da se soočijo tudi z večjimi podjetji na trgu in dosežejo večjo prepoznavnost. Tako da je tudi iz te strani potrebno se veliko prilagajati, bom rekla. Mogoče še pogled iz tega našega projekta LitPraksa, ki je pa v bistvu vse zanimivo. Najprej smo o vrtcih govorili, v osnovnih šolah, pa o mladih, najstnikih. Zdaj, glede na to, da je to projekt, ki spada pod kategorijo visokega šolstva, seveda ima neke druge dodane še vsebine ali pa cilje. Vsekakor seveda branje na prvem mestu, to je sine qua non, ampak poleg tega pa torej branje, kvalitetno branje, analitično branje, kritično branje, pisanje recenzij, razmišljanje o tem, kaj in zakaj je neka literatura dobra ali ni dobra, skratka to presojo, in spoznavanje z ustrojem celega knjižnega aparata. Ne govorim tukaj tudi seveda o trženju, ampak ne samo knjižni trg, ampak tudi kaj vse je potrebno, da knjiga, kot pravita vidve, ne pride do bralca. Torej najprej mora nekdo napisati, potem jo mora nekdo, če je tuja, prevesti, mora nekdo predlagati, da se prevede. Torej, kdo predlaga? A to založba predlaga ali predlaga prevajalec, ali se to ravnamo po nekih kriterijih, ne vem, nagrad, ali skratka, kako sploh pride do tega izbora v tej poplavi, seveda književnosti danes. Potem pa kdo je prevajalec, kaj je prevajalec, kaj je njegova vloga, kdo potem za njim to bere, kdo mu svetuje, kje lahko najde oporo za stvari, ki so teže prevedljive. Potem kakšna je vloga urednika, kakšna je vloga lektorja, korektorja, stavca so včasih rekli, zdaj bomo rekli tiskarne, o tem. In potem pa tudi to, kar sem na hitro samo omenila, recenzije, kritike, revije, objave, kje lahko več izvemo, kje lahko mi svoje branje, zvedenje prispevamo, kam lahko ga damo. Torej malo širše, bolj v bistvu to, kar je potem seveda tudi nujno potrebno za take projekte. Mora biti eno ozadje tudi, bom rekla, raziskovalno, tako. To sem želela samo dodati. Ja, absolutno. Zdaj, jaz sem vas želela še to vprašati, predvsem vaju dve v tem primeru, če so pri nas male založbe kakorkoli povezane že med seboj, kakšno, ne vem, društvo, zvezo, in kako sploh lahko preživite na trgu. Slovenski trg je majhen. Videli smo, da delate veliko stvari, veliko dejavnosti poleg samega izdajanja knjig, ki vključuje vse to, kar je Maja seveda omenila, kar ni malo, ampak kako sploh preživite in kako sploh izberete recimo dobro ali pa literaturo v vsej tej poplavi vsega, kar nastaja po svetu? Ja, mislim, da tu Slovenija bolj ali manj fenomen pri teh mehanizmih pridobivanja, finančnih mehanizmih pridobivanja sredstev, ker konec koncev, če gledamo v mednarodni prostor, je mogoče izstopa 1-2 založbi, vse druge smo v mednarodnih kriterijih precej male založbe, druge mikro in tako naprej. In ravno ti projekti dajo možnost in pa toliko svobode, da se seveda knjige izdajo in se potem tudi zgradi cela zgodba okoli njih. In v bistvu
da bi rekli, da obstaja kako združenje, društvo manjših slovenskih založb, mislim, da ne. Gre bolj za neko povezovanje istomislečih z istimi idejami. To se seveda vidi pri sodelovanju z založbo Malinc. Tako da bi, ja, to bi bil kratek odgovor na to vprašanje. Je pa pomembno, da se povezujemo, ker si na tak način nižamo stroške, delimo ideje, ker verjamemo, da tudi ponavadi več glav več ve in res namenimo čas tudi sami evalvaciji in rezultatih in tiste stvari, ki ne delujejo, zamenjamo z nekimi novimi. Tako da to so pa definitivno prednosti povezovanja in smo s tem veseli. No. Ja, jaz bi dodala še to, da je ena od prednostnih povezovanja, predvsem kar se tiče evropskih projektov, tudi ta, da založbe, ki so se že prijavljale na evropske projekte, dobro poznajo tudi sam proces prijave in vse druge obrazce, ki jih je treba izpolnjevati tekom poročanja in tako naprej. In vsekakor te izkušnje pridejo prav pri povezovanju, se pravi, da si med sabo pomagamo, svetujemo in da ne zgubljamo časa s stvarmi, se pravi, z birokratskimi stvarmi, ki jih mogoče bi lahko v tistem času naredili marsikaj drugega bolj pomembnega. Ki niso enostavne, kolikor vem, ja, obstajajo podjetja, ki to rešujejo, ne? Mogoče še zdaj, kar mi je padlo na pamet, glede povezovanja. Ja, če se kdaj in kje povežemo z večjimi založbami, je to ravno ob prijavah in poročilih na razpise, ker takrat ima pa vsak kako rešitev, ki bi tebi vzela več ur, dni, tednov. Takrat pa res stopimo skupaj in si z veseljem pomagamo, če le treba, no. Morda še eno vprašanje, čist tako, potem pa še Maja, za Majo imam tudi še ena, dva vprašanja. Ali se mi samo zdi, ali obstaja nek morda malo večji interes za manjše literature, za manjše jezike? Se mi zdi, da nekako postaja to tudi mogoče malo modni trend, no, če malo pretiravam. Absolutno. Mislim, jaz zdaj lahko govorim za Sodobnost in že eden izmed prvotnih ciljev založbe Sodobnost, ki je začela delovati že kar pred precej let, je bil to, da poskusimo promovirati in izdajati knjige iz manjših jezikov. Torej, mislim, da smo prvi založnik estonske literature za otroke po kar dolgem času premora. Tudi, na primer, mi smo v sklopu projekta Naša mala knjižnica prodali prvo slovensko slikanico v Estonijo in v bistvu res delamo na tem, da iščemo kakovostne avtorje v manjših državah na področju z manj ljudi, torej številčno manj ljudmi. In v bistvu tam se tudi skriva nek zaklad in dragulji, ki drugače ne pridejo do naših bralcev, pa je dobro in prav, da pridejo, no. Ja, založba Malinc je pa bolj osredotočena, vsaj prvotno je bila, no, zdaj izdajamo tudi druge manjšinske literature na hispanoameriško književnost. In recimo v Španiji ni samo uradni jezik španščina, temveč so to drugi manjšinski jeziki, galiciščina, katalonščina, baskovščina. In je urednica Barbara Pregl, ki je tudi sama prevajalka, se v bistvu odločila promovirati ne samo avtorje, ki pišejo v španščini, temveč tudi avtorje, ki pišejo v drugih manjšinskih jezikih Španije. In mislim, da se je to izkazalo kot zelo dobra odločitev, ker imamo tudi kot manjši založniki to prednost, bi jaz rekla, da se lahko res posvetimo eni sami niši in ne gledamo tako široko in s tem pridobimo mogoče malo bolj specifičen krog bralcev, ampak niste nič narobe. Morda bi jaz samo še tukaj dodala, no, da je zanimivo, da tudi na Frankfurtskem sejmu in tudi na tem sejmu se vidi tudi morda drugačen odnos nekje španske vlade, mislim,
odnos zakonsko je že vse skozi urejeno, da imajo 4 jezike, avtonomijo in tako naprej, ta ozemlja. Ampak tokrat recimo tudi pri nas so bile povabljene pesnice, so se predstavljale pesnice, ki pišejo v galiciščini, evskeri, baskovščini in v katalonščini, kar je zelo pohvalno in zelo zanimivo. Pa še poezija, ki je nekako v tem svetu pripovedništva malce odrinjena. Zdaj pa morda sam še tebi, Maja, vprašanje, podobno vprašanje, kaj pa neki fakulteti, univerzi, oddelku pomeni povezovanje z drugimi? Se vem, da so morda odgovori saj na neki ravni jasni, ampak vseeno bi želela to sodelovanje v projektu, kaj nam vsem pomeni, od raziskovalcev do tistih, ki sodelujejo, tudi študentom. Ja, podobno kot smo zdaj slišali, vsako povezovanje prinese neke pričakovane dodane vrednosti in kar je še bolj dragoceno, veliko nepričakovanih. Tisto, kar se ustvari res samo v neki sinergiji med različnimi ljudmi s podobnimi ali enakimi cilji ali pa enako naravnanimi. In tukaj seveda ta projekt, konkretno, ki smo ga zgradili, nismo iskali partnerjev po nekem seznamu abecednem ali pa geografskem, ampak so to naši kolegi, s katerimi sodelujemo že prej na drugih področjih, recimo razne izmenjave, Erasmus, Cepus, kongresi, skupne objave v revijah, monografijah in tako naprej, in smo se prepoznali in videli, kateri smo tisti, ki imamo neke ideje, kaj bi se dalo tisto nekaj uresničiti, s česar v programu, v naših programih ali pa v naših okvirih ne moremo, niti sami, torej niti vsaka posamezna univerza, niti program, skratka, da je v bistvu z enim takim inputom, kot je en tak projekt, da lahko ogromno samo pridobimo vsi. In to se je tudi zgodilo. Že ko smo ga snovali smo ga 1 leto intenzivnega dela, je bilo, da smo ga vsebinsko in formalno in administrativno pripravili. In zdaj, ko teče, se uresničujejo te stvari, je ogromno in predvsem ta odzivnost od študentov, ki se zelo, res moram reči, govorim za vse 3 univerze, res vključujejo to delo in z enim takim zanosom, ker prepoznajo, tako kot vi pravite, mladostniki prepoznajo, da pa je nekaj vrednega v knjigi, tako tudi študenti potem vidijo, da kam lahko pelje, kakšna znanja, spretnosti lahko s tem pridobijo. Tako da absolutno vsi samo pridobimo s tem. Absolutno. Morda še zadnje vprašanje, pa če bi imel kdo potem še iz publike morda. Imate kakšne pomisleke, da se zdaj pravzaprav vsa sredstva, vidimo od založb do tudi fakultet, za realizacijo določenih idej, če želimo, ali pa za opravljanje našega dela, pravzaprav morajo v narekovajih izvajati preko prijav na projekt. Da je to tudi postal nek šport v narekovajih, kdo dobi več projektov, pa imam točke za projekt, bom jaz izvedel ta projekt, je podvržen neki evalvaciji. Kako pa na to gledate? Imate kakšne težave, pomisleke, kaj vam predstavlja problem? Katja, ti ali pa Polona? Ja, morda najprej to. Zdaj govorim za kreativno Evropo, za projekte sodelovanja ali pa literarnega prevajanja, so kriteriji precej visoki in v bistvu za samim projektom mora stati dobra ideja, ki je utemeljena in ki temelji res na določenih raziskavah, zakaj je nekaj potrebno, zakaj je ta naš projekt potreben in vreden financiranja. In mislim, da večina projektov potem res, ki je izvedenih, ta pričakovanja tudi doseže. To, da obstajajo mehanizmi, je zelo pozdravljamo, in v bistvu brez njih bi velika večina teh aktivnosti bila nemogoča. In mislim, da nekih velikih problemov v tem okviru ne vidimo, razen tega mogoče, da je za tem res ogromno birokracije in časa namenjenega izpolnjevanju različnih formularjev, ki bi drugače bil namenjen kakemu ustvarjalnemu procesu. Tako da mogoče je to ena izmed
pomanjkljivosti oziroma negativnih stvari, ki jih cel koncept prinaša, ampak je pa absolutno več dobrega kot tega malo manj dobrega. Ja, jaz bi tudi rekla, da je definitivno več dobrega kot slabega in predvsem bi izpostavila to, da so ti projekti ponavadi večletni, tako da v bistvu cel ta proces, se pravi same prijave, izvedbe projekta, poročanja, med projektom in po poročanju, je v bistvu zelo zahteven in zahteva več ljudi, ki se s tem ukvarjajo, tako da ni dovolj, da se samo dogodki izvedejo, ampak je o njih treba tudi, se pravi, poročati, poslati vse materijale, tako da v bistvu z enim samim dogodkom je veliko dela in v vseh teh projektih je veliko aktivnosti, tako da so ti projekti res kompleksni in tako kot sem rekla, zahtevajo veliko število ljudi, ki za njimi stojijo. Kaj naj rečem? Ja, mi smo še globoko, nam se še ni amortiziral ta administrativni, časovni in ta vložek, ampak računamo, da se bo, zaupamo, da se bo, je res naporno je seveda, ker to delamo vsi, ob vsem ostalem delu, ki ga imamo, praktično bi pa to zahtevalo dejansko eno ekipo, ki bi delala samo to, ne. Tako da smo se res zelo trudili, z zanosom sicer, ampak potem na koncu smo bili že ob prijavi utrujeni, no, tako da povem, da smo bili res izmučeni, zdaj pa dobivamo nazaj seveda neko energijo in veselje ob delu, ampak ja, je huda, je velik, ne vem, če se da to sicer razrešiti, ker seveda vsi moramo iti skozi neko sito enako nekih kriterijev, ne, ali je zdaj to neko podjetje, ali je to nek posameznik, ali je univerza, različne inštitucije iz različnih delovnih okolij prihajamo in pač skozi to sito moramo iti, če se podaš na to, enostavno druge možnosti ni, ne. Zdaj, za vprašanja iz publike žal ne bo časa, ker me priganjajo, pravijo, da smo že izkoristili ves čas. Tako da se vam, predvsem vam, ki ste nas poslušali, zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi Maji Šabec, Poloni Konjedic in Kati Kac, ki so delile predvsem te zelo zanimive izkušnje z nami in vse dobro v nadaljnjem delu.